Najpomembnejša novost prenovljenega Ignisa je blagi hibridni pogon. No in če s tem izrazom blagi hibrid še niste najbolj domači, naj vam še enkrat povemo, da takšen avto ne more voziti zgolj na elektriko. Lahko rečemo, da Ignisu električna energija zgolj malo pomaga. To pomeni, da zmanjšuje emisije in pa delno tudi porabo goriva. No in odslej je ta avto na voljo izključno s takšnim pogonom. Torej 1,2 litrski bencinski 4-valjnik, ki mu pomaga integrirani zaganjalnik generator. Ta svojo energijo črpa iz majhne baterije, ki se nahaja tukaj pod voznikovim sedežem. Kako torej vemo, da vozimo Ignisa z blago hibridno tehnologijo? Najlažje bo to zaznati pri delovanju sistema start-stop, saj se bencinski motor ugasne že med samo vožnjo oziroma nekoliko pred samo zaustavitvijo. Manj opazna je asistenca elektrike pri speljevanju oziroma močnem pospeševanju, ampak tudi tedaj imamo njeno pomoč. Takrat je njena naloga predvsem, da malo zmanjša tiste vrhove porabe goriva oziroma tiste najvišje emisije, ki bi jih sicer povzročil bencinski motor takrat, ko se najbolj napreza. No, koliko smo torej s pomočjo blage hibridne tehnologije prihranili pri porabi goriva? Na našem testnem krogu smo s temle Ignisom zabeležili porabo 5,1 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je natanko 2 decilitra manj od Ignisa brez blage hibridne tehnologije. No, torej, če boste na leto prevozili 15.000 km, bo to ob trenutnih cenah goriva pomenilo, da boste prihranili pri tem 30 evrov. V resnici zanemarljivo, ampak pravzaprav tudi niti ne bistveno. Za boljšo predstavo o tem avtomobilu moramo pogledati še 3 zanimivosti, ki smo jih odkrili ob testu. Za 30 evrov goriva oziroma 30 litrov. Prav toliko gre v en rezervoar pri Ignisu. No in prav zanimiv občutek je, ko se odpeljete na bencinsko črpalko, ko zagori rezerva in na koncu števec pokaže recimo 25 evrov pri seveda polnem rezervoarju. No, ampak s polnim rezervoarjem, kljub temu, da je toliko majhen, smo mi na našem testu uspeli narediti prek 500 km. Torej, palec gor za ekonomijo. Objektivno seveda ne moremo reči, da je Ignis hiter avto, ampak ker ima le dobrih 900 kg, voznika s svojim igrivim karakterjem že kar malo sili, da bi kakšen ovinek odpeljal takole, zelo dinamično. In zato bi zelo težko rekli, da gre za kakšnega križanca, povprečnega križanca, ampak bolj za takšno mini rally specialko, no, seveda za nižje divizije. In ko smo že pri ralliju, Ignis še vedno ponuja 4-kolesni pogon, ki je za avto tega ranga naravnost impresiven. Na voljo imamo tudi tipko Grip Control, no in kaj naredi ta tipka? Ko se sistem vklopi, avto še bolj vztrajno preusmeri navor na kolo oziroma kolesa, ki imajo najboljši oprijem na kakšni zelo spolzki podlagi. No in ta razlika je v praksi zelo občutna. Če vas o Ignisu zanima še več, nam zastavite svoje vprašanje spodaj v komentar pod objavo. No, poleg tega pa se ne pozabite naročiti na naš kanal.